Danes je pa en prav poseben dan. Po dolgem času gremo spet na hajk, povabila nas je Ana in sicer gremo v Kranjsko goro, parkiramo pri jezeru Jasna in šibamo na Visoki Mavrinc. The best izgled bo, Hači je tudi z nami, tako da bo še pestro. Takoj za drugo serpentino pri parkirišču zavijamo ostro desno in se držimo nemarkirane poti do vrha Mavrinca, tako da oči na pecle. Pot je že od začetka naprej čisto zasnežena, ampak če ne bi bila, bi vedeli, da do približno 1300 višinca hodimo po gozdni cesti oziroma gozdni vlaki. Zelo ostri. Potem nadaljujemo pot, rahlo se spuščamo, potem pa praviloma zavijemo levo in potem imamo še pol ure do vrha, dobre, hitre hoje in smo tam. No, vsa ta navodila, ki ste jih zdaj slišali, pozabite, ker ni ta prava pot in se vračamo na pravo pot. Čak, Jana, ti prehod naredim. Wow, kakšna moč! Zdaj pa tako, na Mavrincu zavijamo, se moramo odcepati od gozdne ceste in zavijamo ostro desno, pravokotno desno na greben in po njemu nadaljujemo do sedla med Kumlehovo glavo pa Visokim Mavrincem. Mi smo že čist blizu sedla, baje nas čakajo ful lepi razgledi. Pot se kar konkretno vzpne in je treba biti sploh pozim ful previden, ker je na momente tudi poledenela. Sploh gor proti vrhu Visokega Mavrinca oziroma, kot se pravilno reče, špica v Sedlcih. Tukaj pod vrhom je pa že čas, da predstavim današnjo spremljevalko. Ana je veganska ultrašportnica, slikarka, pevka, šivilja in profi kuharca. Poglejte si tudi njen oziroma njene dva YouTube kanala, bom dal linke od spodaj v descriptionu. Folija zmero veselem iz njo hoditi, da best se imamo in mi je prav všeč, pa rek so tudi, da gre danes še Hači z nami. Smo pa tle tik pod vrhom in tudi razgledi so zakon.
Dogi, pojmo jesti. To ni na videu. Šibamo navzdol do sedla, pol pa kar po serpentinah, po ful strmi gozdni poti proti Mihovmu domu pod Vršičem. Potka je ful strma, poledenela, tako da je obvezna oprema, saj tam male dereze, je pa bolj po samem bomo hodili oziroma nobene gužve, prav lep sprehod tale naš visoki Mavrinc. Mi smo že na ruski cesti, pri koči na gozdu, zdaj pa šibamo mimo Ruske kapelice pa Mihovga doma, nazaj proti našemu izhodišču na jezeru Jasna. Od Ruske kapelice naprej pa enkrat prečkamo cesto, pa kar se držimo markacij pa po ta stari vršiški cesti na izhodišče do jezera. No, danes me ni doma, ker sem bil z Ano na Mavrincu, tako da verjetno je Mihov dom bolj prazen. Del poti je čist neshojen, tako da bomo malo v cel sneg zariti, ampak glede na to, da smo čist proti koncu, tudi ni nič hudega, če si malo štumfe zmočimo. Kmalu se pa priklopimo na kolesarsko pot, v bistvu zdaj bolj za tekaško smučanje, ki gre pa istočasno iz jezera pa do koče v Krnici. Ful lepa potka, priporočamo ogled. Do jezera Jasna gremo pa s to mašino. Po mojem smo bili tamle gor danes. Ne bom pa dal štumfov v sneg. Zato. Tle se gremo pa zdaj kopati, sam ne bomo snemali. Mi smo pa tudi že na glavni cesti.
Še enih 5 minut, pa bo naš kroz zaključen. Tole je bil super izlet. Hačko je užival, Rex valjda isto, ki vedno uživa, jaz tudi in ne moreš lepšega dneva. In ja, se je kar prelevil zgolj celodnevni pohod tole, ampak sem se naučila, kako snemajo videe profesionalci. Gole še zaključek. Današnja ful lepa pot je bila dolga dobrih 11 km, pa slabih 700 višincev. V bistvu sploh ne toliko veliko, ampak glede na to, da je bilo vse poledenelo, pa strmo, pa da smo imeli 2 kužka s sabo, pa da smo uživali, je bilo lih ta prav cajt, pa lih prav. Tako da upam, da bomo šli še čim večkrat, pa da bo zmer to ključen kot danes. Čau!